Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi sledilci, poslušalci in gledalci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo in inspiriramo z zgodbami ljudi, ki živijo svoje sanje, ki sledijo svojemu srcu, ki se borijo v bistvu tudi na teh poteh in ne popustijo in ne zberejo lažje poti. In danes je z mano zelo inspirativen človek, moj prijatelj iz življenja, ko sem živela še na Dunaju. No, in zanimivo je predvsem zaradi tega, ker je res srčen v teh svojih idejah, kaj je treba v življenju početi in kaj je zanimivo in temu res sledi in je skozi to res navdihujoč. Z mano je Simon Gale, lastnik trgovine z ploščami sredi Dunaja, se pravi vinilke, no, se temu reče. Gale Records, drugače je tudi ljubiteljsko DJ Vintage in pa seveda oče 2 otrok, čudovit partner, Slovenec na Dunaju, ki ga vsi poznajo, zakaj boste izvedeli kmalu. Simon, pozdravljen. Ja, živjo Maja, hvala, da si se spomnila name, povabila v tvoj klepet. Te kar spremljam, fajn stvari delaš in sem si že kar malo rekel, bom nekaj prišel na vrsto, ampak si se sama spomnila, tako da super. Evo, tvoj sem, sprašuj. Yes. Meni je pač bilo zanimivo že takoj, ko smo se prvič spoznali, se pravi ta tvoj energy in tako kot sem že prej omenila, si eden izmed tistih Slovencev na Dunaju, ki ga skupnost Slovencev, ki vseeno ni tako majhna na Dunaju, res skoraj vsi te poznajo. Ne? Se pravi, jaz sem te na primer najbolj sprve spoznala kot organizatorja piknikov za Slovence na Dunaju, ki so res bili, mislim, to je en večjih dogodkov bil, če ne celo največji dogodek za Slovence na Dunaju, zorganiziran v tem nekem strani skupnosti. Povej mi, kako se pa ti počutiš kot ta Slovenec na Dunaju, ki se je tako vpel v to skupnost, ki je pač, kaj te je gnalo k temu, da povezuješ ljudi na Dunaju, da povezuješ Slovence? Zanimivo vprašanje. Ne vem, no. Po moje je že celo življenje nekako mrežim ljudi, nabiram ljudi okrog sebe, povezujem ljudi okrog sebe. Eni mi pravijo, da sem doktor Phil, ki skozi nekaj svetujem, eni mi pravijo, da žurni Jezus, ki skozi nekaj vskočam. Tako da ne vem, nekako ta ideja, recimo konkretno po tem slovenskem pikniku, je nastala predvsem zato, po eni taki, malo širši potrebi po druženju. Recimo to se je začelo tam letih 2010-2011, ko je relativno veliko število Slovencev prihajalo na Dunaj in vsi so se držali po nekih mikroskupinah, ali pa sploh niso bili v nobeni skupini in so tavali in iskali neke informacije pri Avstrijcih, Ircih in sem rekel, to moramo mi narediti po domače, povedati po domače, da se ljudje hitreje znajdejo, dobijo informacijo in da se imajo hkrati tudi fajn, ker pač iti v tujino, delati, živeti, ni tako majhen korak in je fajn, da dobiš neke take ljudske informacije, praktične, common sense informacije iz prve roke. Pa ne vem, jaz se rad zabavam, rad pečem meso, kakšen fajn musko zavrtim in ravno slovenski piknik je nekako združil vse te želje, potrebe in ideje. Žal nam je zagodla kakšna vročina zaradi požarov preklic, ali je deževalo, tako da 3-4 nam je zagodla višja sila, drugače pa bo naslednje leto, če bo, letos seveda ni potrebno menjati, kaj nam je letos zagodlo, da je piknik odpadel, tako da upam, da bo res velik in super piknik naslednje leto junija na Donavskem otoku, ko bomo praznovali 10 let od ta prvega. Je pa res, kot si rekli, da to je ena bolj obiskanih slovenskih prireditev na Dunaju. Rekord število obiskovalcev, mislim, da je, vem, da je 139 in mislim, da bo naslednje leto ta rekord padel. Definitivno, če ne druga, ker pridemo tudi tisti, ki smo zdaj že spet nazaj v Sloveniji.
139 mogoče na hitrcu, ko ne poznaš situacije, ne zveni niti toliko, ampak ko pa živiš enkrat v tujini, pa veš, koliko smo Slovenci specifični v bistvu v tujini, ne? Nismo tako kot naši, ne vem, južni bratje, ki živijo v tujini in so tudi tam zelo povezani, ne? Slovenci se mi zdi, da iščemo to neko, da se hočemo tako malo skriti, ne? Da nam je všeč ta neka, ko prideš na Dunaj, pa greš na javni prevoz, pa te noben ne pozna, pa da nam je kar všeč ta nek odmik v svoj. Se mi zdi, da je pač kar dosežek tak 139 Slovencev nabrati sredi Dunaja skupaj v neko druženje. Moram kar prikimati, ker tukaj je uspeh, že ne vem, če jih pride 20 ali pa 25. Ne. Slovenci smo en tak narod, ki smo vsi zelo zaposleni, tudi če nismo zaposleni. Ne. Skozi je neka mal fama o nekih terminih, pa gužvi, pa stresu. V resnici pa smo kot nacija mal, bi rekel, družbeno leni, bi jaz temu rekel. Ne. In mogoče tudi na trenutke mal koristoljubni, ne, what's in it for me, pa zakaj moram iti zdaj jaz kaj, a rabim iti jaz zdaj kaj, ne, kaj pa zdaj tam bo, ne, pa gre mogoče rajš kaj, potem je druga skupina, ki ne bomo mi rajš tujci, Slovenci se itak že celo življenje družim, ne, kaj sem zdaj še tle, ne, potem imaš take, ki so že toliko integrirane in mi smo zdaj itak Avstrijci, kaj imamo mi zdaj na te slovenske šajenke hodili, ne, ampak v redu, lej, važno, da se ima vsak fajn. Ne. V življenju šteje samo tisto, kar si se imel fajn. Firmo narediš, firma gre. Ne. Partner pride, partner gre. Ampak enkrat, ko potegneš črto, šteje, koliko si se imel fajn. Ti si tudi mogel do tega priti. Kaj bi ti rekel, da so bile tiste ključne točke v tvojem življenju, ki so te pripeljale do spoznanja, da šteje samo tisto, da si fajn, da si okej, da se spominjaš lepih stvari? Ne vem, od poslovnih propadov, ne vem, do osebnih zakonskih ločitev, do ne vem, ko uideš skoraj gotovi smrti v prometni nesreči. Ne vem, to so pač nek splet nekih dogodkov, okoliščin, ki začneš enostavno stvari gledati drugače. Konkreten primer, ne, jaz sem imel putasto idejo v svojem življenju, da jaz od aprila do oktobra ne jem nobene juhe, ker je meni vroče. Ok, v redu, sprejemljivo, ne? Ampak čista bedarija. Ne? In potem imam jaz, ne vem, nesrečo strašno z avtom pred leti, v kateri povzročitelj nesreče žal umre, zgori, jaz tudi skoraj zgorim, ampak se rešim. In naslednji dan jaz ležim v bolnici, itak me vse boli, ko me vem zase, ampak mene vprašajo, kaj bi jaz jedel. Jaz iz prve, brez pomisleka rečem, pa je bilo, ne vem, poletje, eno juho, ker sem bil zelo vesel, da mi je bila dana možnost, da lahko juho sploh še jem. In od takrat tega pravila april, oktober, juha ne prakticiram več. Ne vem, pač pride tako, ne. Ker se sekiramo zaradi brezveznih stvari. Ne. Tudi čas gre naprej, ne. Vse je minljivo. Ne. Recimo, danes se ti otrok smeji, pade s klopi, je smešen in čez par let se padaš z njegovimi, ne vem, pubertetniškimi problemi. Ne. In zdaj moraš uživati v njemu padcu, ne. Zdaj je tle. Ne. Ljudje mogoče preveč celo življenje čakamo nekaj velikega, nekaj wow, za nečem strepimo, za nečem hlepimo, koledar se pa vrti. Koledar je najbolj neusmiljena stvar na svetu in edina stvar na svetu, katera se nikoli ne ustavi. Ustavimo se lahko mi, pa uživamo, pa pogledamo. Koledar se ne ustavi. Uživati v bistvu v trenutku, čeprav ta trenutek, tako kot praviš, se ti trenutki kar nizajo, čas je mogoče še največja vrednota, ki jo v resnici imamo, pa se mogoče tega ne zavedamo, ampak ravno to ustaviti se v trenutku, pa to, koliko je tebi to v resnici težko zdaj v vsakodnevnem življenju, se pravi, se ustavi v trenutku, začutiti, biti hvaležen za to, kar imaš danes. Glede na to, da sem samostojni podjetnik, trenutno malo težje. Številke so
bom rekel, ne izprostne tako kot koledar, ampak bom rekel sedano. Jaz bom rekel nekje glavnem 6 dni na teden delam, nedelja pa pač tista sveta za družino. Ne. In ko jaz gledam, kako se igrajo, kako mi skupaj jemo, pač to je ta tista zdaj moja sreča. Tle se jaz ustavim, tle se jaz, ne vem, izklopim. Ne. Hkrati me malo kljuva slaba vest, ker pač se zavedam, da z njimi preživim premalo časa. Prvič, premalo glede na to, koliko me oni rabijo, in seveda absolutno premalo časa glede na to, koliko bi si jaz želel. Ne? Ampak enostavno, če si ti družinski kreator denarja in plačevalec računov, ja pač moraš to delati, moraš to izvajati. Ne? Pač tle mogoče je treba malo emocije, malo realno škatlico spraviti, ne? Ampak še zmeraj se da. Ne? Pri meni je zdaj teh užitkov manj, ampak so pa takrat, ko so bolj intenzivni oziroma bolj se jih zavedam. Si tudi recimo bil, mislim, da direktor pri Bofu, se pravi, si imel to neko službo, da tako rečem, pač službo, pri kateri denar priteče vsak mesec na račun kot plača in imaš tisti omejen delovnik, ampak istočasno mogoče zdaj, ko si pa prišel do točke kot samostojni podjetnik, se pravi, ti si sebi uresničil svojo idejo, vem, da si o njej govoril še na naši prvi inspirativni debati, ko še ni bila realizirana, se pravi, želim si imeti svojo trgovino z vinilnimi ploščami in ti si to realiziral in če zdaj primerjaš pač, da ima človek neko službo, naprimer, ampak to ni tisto, kar res hoče delati, je pa mogoče pol več z družino zaradi tega, ker ne. Še vseeno se mi zdi, da je pomembno, da človek dela to, kaj ga res veseli, ker je potem takrat, ko je z družino, čeprav je tega časa manj, mogoče bolj, ne vem, bolj v sebi not miren. Kaj ti misliš? Ja, mislim, sigurno. Jaz mislim, da nazaj v neko normalno službo ne bi mogel več. Pa sem zelo prilagodljiv, pa sem za kompromise, ampak še zmeraj ne bi mogel iti. V bistvu je nek paradoks, ne? Nimaš nobenega prostega časa, ampak imaš pa ful svobode. Malo se smešno sliši, ampak dejansko je tako. Ne? Jaz ne prinesem zdaj nobenega kreganja iz službe domov. Jaz ne prinesem domov, ne vem. Pač jaz delam in ko delam sem tle in doma se mogoče malo pomenim, malo povem, kaj je, kaj ni, ampak ni pa zdaj, da me nekaj kljuva. Ne? Jaz tudi, ne vem, trgovino odprem ob 12. Ne? To zdaj ne pomeni, da bom iz 12 spal. Ne? Ampak lahko pojem z otroki zajtrk in jih peljem v vrtec. Če rabim, ne vem, nekaj nujno narediti, sem lahko ob 6 tudi. Ne? Če nekoga srečam in se z njim zaklepetam, sem pač tukaj ob 9 in ni konc sveta. Ne? Mislim, že ta fleksibilnost, ne, je super. Ne? Hkrati sem jaz svoj hobi, ne, pretvoril v svojo službo. Ne? To je tudi super. Ne? Potem pa pridejo pač krute številke in potem moraš pač svoj hobi spremeniti v pač donosen posel. Ne? Jaz recimo kljub koroni raste. In meni trgovina raste kljub koroni. Seveda se sprašujem, kje bi bil, če ne bi bilo korone. Ne? Ker jaz nimam nobenih turistov, nimam nobenih obiskovalcev koncertov. Ne? Ti ljudje so zdaj pač odpadli, ker imamo fotograf. Ampak še zmeraj se da. Ne? Da se pač nažalost z ekstra količino dela oziroma z ekstra vloženim časom. To je v bistvu to, kot praviš, ne, ta nek paradoks, ne, da v bistvu delaš v bistvu več, ampak imaš to svobodo, se mi zdi, predvsem tu noter v glavi. Ne. Se pravi, lahko si to, kar si, lahko živiš v tem ritmu, ki ga pač narekuje vsakodnevno življenje, ne. Kar v bistvu ti delo za nekoga drugega v neki organizaciji, ki ima taka pravila dela, ne omogoča. Ne? Dejstvo pa je, da naša življenja so vsak dan malo drugačna. Ne? Vsak dan, sploh če imaš otroke, ne, je malo drugačen ritem zjutraj, je malo drugačen, je vzdušje drugačno in da lahko to prilagajaš, se mi zdi pač res neprecenljivo. Ne? Da te tako vprašam, kaj si ti za sebe načrtoval v otroštvu?
veš, ko te vprašajo, kaj boš, ko boš veliki, kaj so bile tvoje pač te aspiracije, želje in kako se recimo to razlikuje od realnosti danes? Prva res taka močna želja, podkrepljena z dejstvi in študijem in vse, se je pojavila v 3. razredu. Jaz sem se nekako videl v biologiji, živali, narava, z eno specializacijo in sicer ptice. Blazno me je zanimala ornitologija. Jaz sem imel vse knjige doma, s knjižnice sem še na nosu, ptice Evrope, ptici tropskega pragozda, ne vem. Jaz sem v glavnem, ko sem star 9 let, sem poznal vse ptice na pamet, na izgled, vedel sem, kdaj valijo jajca, koliko je jajc, koliko so velika, kakšne so barve. Skratka, bil sem prava banka ptičjih nepomembnih za nekatere podatkov. To je nekje šlo do 6. razreda tako daleč, da smo šli s prijateljem tudi na Ljubljansko barje, na naravoslovni tabor med počitnicami, namesto na morje, pa igrati nogomet, pa košarko. Sva mi dva lovila po barju, po blatu ptiče, jih obročkala, štela, pomagala ranjenim, ne vem, kaj se nismo s tistimi ptiči na barju delali, ampak kakorkoli je ta ljubezen do ptic priletela, je pol nekako odletela. Pol so bile pa, je bilo pa več idej, vse so bile krajše, bom rekel, na krajši dah ali pa bolj impulzivne. Kje pa se je potem zgodil ta moment te neke glasbe oziroma povezanosti z tudi glasbeno produkcijo, pa z tehniko, pa z temi stvarmi? Tudi tam nekje, k ptiči, usporedno. Kajti družinski prijatelji so imeli diskoteko, pa sem bil jaz tam večkrat na obisku, pa malo sem jim nekaj pomagal delati in potem sem jaz videl, kako je to cool, da si DJ, pa prinesel ti zmeraj pijačo, pa ženske so okrog tebe, to je super. Moj pokojni oče je bil super kitarist, mama je v srcu večna tepiharka in sem v bistvu to nekako glasbo, predvsem kvalitetno glasbo, kot vzgojo, sem dobil nekako v zibelko že. Jaz se spomnim, kako mi je oče pri 5 letih razložil Dorse, Zeppeline pa Beatle in mi na koncu povedal, da bo v ABBO preskočila. Čeprav sem bil jaz v Agneto neznansko zaljubljen, to je bila moja prva ljubezen med zvezdami, ni mi bilo všeč glasbo, všeč mi je bila ona optična. In jaz sem vse posod težil za ABBA postre in seveda sem ostale 3 gladko odrezal stran, tako da sem imel 20 agnetnih postra. Ne vem, potem sem začel s kasetami, kupil sem si prvi CD-player dosti zgodaj, mislim, da leta 84 že, če se ne motam. Potem je prišel prvi hi-fi sistem po komponentah, šparal denar, hodil z DJ-jem zunaj diskoteke v Italijo, kupiti pač takrat plošče, pač maxi singlece, ta velike, kasete tudi, In kar naenkrat sem jaz imel veliko glasbe, In potem sem dobil tudi pravico, da vrtim na šolskem radiju, kot ne iz 8. razreda, kar je bila velika čast, ker to je bilo v domeni 8. razreda strogo, ampak tam največ muzike, ne on rola. In potem sem seveda vsak dan razmišljal, kako bom zapolnil tistih 20 minut, vmes poživljati svoj sendvič. Sem pa predvsem tudi sam poslušal, nisem zdaj to delal zato, da bi bil DJ, Jaz sem pač glasbo za sebe. Se pravi, si se na nek način odzival že takrat na nek svoj notranji glas in potem temu cel čas sledil, pot te je seveda peljala skozi različne, kasneje tudi poslovne izkušnje. In kar je recimo meni všeč tudi pri tebi, je to, da mi deluješ skozi tak neustrašen. Se pravi, tebi se je zgodil kar en veliki poslovni padec, ampak si se pobral in veš ta neustrašnost, ta prepričanost, da moraš poskusiti ponovno. To je izkušnja recimo slaba, ko si čez noč praktično izgubil vse in če se spomniš, kaj je tebe takrat držalo oziroma kaj te je dvignilo, da si šel naprej. Ker eni se nikoli ne poberejo iz tega,
ti pa si se in šel naprej in danes si izpolnil pač svojo zgodbo, svojo to željo. Enostavno nisem tak človek v osnovi, da bi se pač predal. Ni bilo zdaj nekega, da bi me res nekaj gnalo. Se takrat itak nič nimaš, ne? Slabše itak ne more biti. Ne? Ok, dajmo se prešteti in poglejmo, kaj bi lahko bilo boljše in kako hitro je lahko boljše. Ne? In potem pač enostavno preceniš in vse faktore in se pač nečesa lotiš. Ne? Tisto, kar 100% drži, je, da če sediš in jamraš, se ne zgodi nič. Bo samo slabše. Se pravi, pač treba se nečesa lotiti. Ne? Lahko da bo še enkrat padel na tla, lahko še dvakrat. Ne? Ampak če ne probaš, se ne boš dvignil. To je, mislim, zelo preprosto. Ne smeš pač pretiravati, ne smeš preveč stvari idealizirati, ne? Moraš imeti neko mero pač razuma, ne? Ampak kaj jaz vem, moraš imeti 10 idej, 10 projektov, ne vem, loti se 7, 3 ti bodo ratali in na koncu unga, ki je najboljši, ški dalje. Ne? Fajn je imeti kakšnega prijatelja, ki pomaga. Ker je pol zoprno, če ne moreš tega vračati, tako kot si se recimo zamislil, ali pa zmenil, pa zaželel. Ne? V bistvu točno veš, da ne bo nič narobe, ne? Ampak hkrati je to pol še večje breme. Zdaj trenutno, moj motiv trenutno, ne, je moja družina. Največji, ne, je pač neka dodatna komponenta odgovornosti pri vsemu, kar delam, pa pri vsemu, o čemer se odločam. Ne. Če sem jaz sam, jaz sem človek, ki se imam fajn cel teden za 10 evrov, ali sem pa sposoben tudi Julija pogoniti, če ga imam. Ne, mislim, ne. Če imaš pa enkrat družino, se spremeni vse. In prioritete in blazno nek čut odgovornosti naraste. Tisti, pri katerem se to ne zgodi, ali pa nima tega vse, boš, da družini nima. Ker bo njemu slabo, družini pa slabo. Kaj bi pa ti za konec mogoče, ker si ravno tako lepo odprl pač to temo družina, to odgovornost do družine, kaj se ti zdi pomembno, da človek danes ima ali pa ve za preživetje? S čim se danes preživi? Ker to je tudi vprašanje, ki ga morajo poslušati pač naši zanamci, da tako rečem, naši otroci. Kaj jim hočemo predati? Kako danes preživiš? Zdaj, ko goli kapitalizem sigurno ni zdaj tisto, kar bom jaz izpostavil. Čeprav marsikdo mogoče bi. Jaz mislim, da neka pristnost, neka zdrava komunikacija, biti malo odprt za kakšno tudi nečisto tipično stvar, ti enostavno da v življenju to, da boš ti spoznal čim več pravih ljudi. S pravimi ljudmi lahko kaj delaš. Recimo pri meni v trgovini se gradi super network nekih ljudi in s temi ljudmi in povezano s temi ljudmi se kar skozi nekaj dogaja. In vse raste. In rastejo poznanstva, raste posel, vse gre eno z drugim. Ne. Jaz mislim, da za uspeh, ti, če si danes, ne vem, pošten, če si iskren, znaš morati, recimo, fajn je, da si malo psihologa. Ljudje niso vsi ok. Ne. Jaz mislim, da je poznavanje ljudi in druženje z ljudmi tisto predvsem način ključno za uspeh v čemerkoli. Ok, razen če si ti nek ultra znanstvenik, mikrobiolog, ki si 16 ur v laboratoriju in točno veš, kaj delaš in kaj hočeš. Ne? In se pač bojiš svoje znanstvena odkritja, razkriti nekomu drugemu, da ti nekdo drug ne vzame Nobelove nagrade. V redu, bodi tiho, štej paramecije naprej, ni problem. Ne? Ampak drugače se mi zdi, da je neka pristna ljudska komunikacija z mečkem dobrote širi mrežo, katera ti bo prinesla slej ko prej uspeh. Je pa žal danes tako, da recimo jaz imam včasih problem, ko se pogovarjam z ljudmi, točno vidim, da jih moti moja poštenost, iskrenost pa pripravljenost pomagati, ne vem, v štartu, čeprav se prvič vidim.
vsi razmišljajo, kaj je zdaj tle zat. Kaj je zdaj tle zat? To ni normalno. Ne? In potem je meni izziv in ta, kaj je zdaj tle zat, ugasne. Potem, recimo, ko to ugasnem, potem poletimo na vseh nivojih. Ne? Če pa tega ne morem ugasniti, tam ne pleše razumanje. Škoda mojega časa, pa njemu bi vseljeval nekaj, kar je mogoče njemu neprijetno. Na koncu je res pač vsak sam odgovoren za to, koliko bo odprl srce in koliko bo zaupal v dobro v življenju. Dragi poslušalci in gledalci, danes hvala, da ste si vzeli čas, da ste naj poslušali s Simonom. Nesite v srcu to Simonovo sporočilo danes naprej in še cel teden in celo življenje. Bodite pristni, bodite iskreni in na tak način komunicirajte z ljudmi, pa tudi poslušajte svoj notranji glas, ali so odnosi, ki jih imate, čisti, ali je treba kaj razčistiti še mogoče, ampak predvsem bodite vi tisti, ki ste prvi pristni, iskreni in srčni v odnosih. Tako da, lep dan še naprej. Čau. Čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.